Vajeni smo, da na naših okrasnih vrtovih srečujemo strastne ljubitelje rastlin in vrtnarjenja nasploh. Pogosto si tako strast deli par, ki z roko v roki vsakodnevno uživa tako pri delu kot pri počitku na svojem vrtu. Takšna lastnika smo našli v ljubljanskih Murglah. Za lepo zelenico si sicer pomagata tudi s sodobno tehnologijo, jasno pa je, da si za tako bogat vrt enostavno moraš umazati roke. Jana in Marjan Glavan že poldrugo desetletje urejata vrt ob svojem domu. Njun vrt je tako poln zamisli, drobnih kotičkov, najrazličnejših motivov in rastlin, da se zdi, da je veliko večji, kot je v resnici. Očitno je, da gre za nikoli dokončano delo. Dobili smo vtis, da uživata pri uresničevanju novih zamisli celo bolj kot pri počitku, na katerem od številnih kotičkov njunega raja. Jana in Marjan, pozdravljena. Hvala, da smo lahko prišli na vaš res lep vrt. Kdo je najbolj priden? Kdo je zaslužen za to, da je to tako vzdrževano, lepo zamišljeno in zasajeno? Jaz mislim, da kar oba. Vsak ima nekako svoje zadolžitve v vrtu, tako da mislim, da se trudimo skupaj s skupnimi močmi nekaj ustvarjamo za dušo, za naše uživanje, ki ga je zaenkrat sicer bolj malo, ampak počasi bo tudi to prišlo na vrsto. Vrt je imel sprva povsem drugačno podobo kot zdaj. Oče mu je tole parcelo kupil v bistvu leta 67, ko še ni bilo sploh nobenih hišk, nobenih Murgel. So bile v bistvu samo te 3 hiške tukaj, ki so. Ostalo so bile vse travniki, topoli, ker to je bilo močvirje, in so pač izsuševali teren. Dokler je bil moj oče še živ, je nekako bila druga zgodba tukaj. V glavnem je bilo, bom rekla, čez celo parcelo večinoma zelenjavni vrt, plus sadovnjak. Po očetovi smrti sta Jana in Marjan začela vrt urejati po svoje. Kakšna kvadratura je to, kar je urejenega? Zelenice je približno 500 kvadratov. S tem, da smo na začetku prvo, ko smo začela ustvarjati, smo navozila okrog 300 kubikov zemlje, da smo se malo dvignila, ravno zaradi malega grabna, ker smo želela, da ne bi prišli v situacijo, da bi bili poplavljeni. In sem rekel, bomo postavili pa neko letno hišco, kuhno, s tem, da je bila na začetku zastavljena zelo na malo. Ko smo pa začeli delati, smo povedali, da to bo premalo, da moramo malo več narediti, ker smo radi bili v veliki družbi, da se lahko to dogaja med nami nekaj, da komuniciramo, to se pravi tisti, ki jih oskrbuje z dobrotami, pa tisti, ki uživajo, da smo na kupu. Jana, kje je vrt začel nastajati? Vrt, kot si ga predstavljamo, z rastlinami, z trato? Ja, dejansko je najprej smo postavili tole letno kuhanco, potem smo pa začeli s tem vzadej delom, tele zajede. Te grede. Nekako v bistvu do tega velikega drevesa je bila najprej ena zajedica, pa počasi naprej. Vrt sestavlja veliko manjših motivov, gredic različnih oblik, a brez ravnih pravokotnih linij. Prevladujejo mehke, naravne oblike. Med rastlinami ni gole prsti, ampak prevladuje peščena zastirka. Ena od posebnosti na vrtu sta 2 palmi. S temi palmami recimo, imamo zdaj že kar veliko dela, tako da rabimo že skoraj dvigalo, da tole zaščitimo, glede na to, da palme le niso navajene na osrednjo Slovenijo, bom rekla. Smo jih imeli najprej v loncih, kasneje pa pol ni bilo več prostora v garaži, ker smo jih non-stop noter in ven, ko je bila zima. Smo rekli, dajmo probati v zemljo dati, pa bo kar bo. Ja, ponavadi naredim neko konstrukcijo okrog stebla, v katero dam potem filc, potem jih zaščitim z stretch folijo, liste pa povežem skupaj v bučo, dam čez kopreno in pa z polivinilom UV zaščito naredim čez. Tako da so zaščitene, sem opažen zadnja leta, da so te zime toliko slabe in se mi jih v bistvu smilijo, ker se noter začnejo kuhati, tako da letos so bile prvič samo stebla zaščitena. No, seveda niso samo drevesa in grmi, ampak sta nabrala tudi kar nekaj trajnic, pa meni je še posebej blizu, da imata veliko okrasnih trav. Pri meni je tako, jaz, ko grem po kakšno rožico, ne pridem samo s kakšno rožico, ampak rabim ponavadi vedno kombi,
daleč od tega, da vem, kaj skupaj paše, jaz to čisto po občutku. Kukar mi je všeč, nakombiniram približno barve, kukar se mi zdi, da mi paše. Jana, ampak to meni da misli, da verjetno je treba potem kdaj kaj presaditi. Ne? Absolutno. Velikrat se zgodi, da danes usadim, jutri pa presadim, ne? Ampak to je pač del vrta. Jaz mislim, da tisti, ki se z vrtom ukvarja, pa tisti, ki ima vrt, ve, kako je, da velikrat rastlina mogoče tudi ne raste tako, pa jo presadimo. Vedno smo si želeli imeti travo, ki ne bo plevela noter. Tale trata je zdajle pa 4., 5. leto. V zasnovi smo imela navadno sejano, pa smo se pa odločila za tepih, ker drug področje na drugi strani imamo pa zasejano, tam je pa veliko več dela. Treba pa res študirati zračenje, ki treba imeti, počakati na določene temperature zemlje, da se vzpostavijo, da potem ne pride do pozebe. Ko jo prezračiš, je treba pognojiti, dosejati, vmes še kakšno kremenčevo mivko posijati. Za tako trato je veliko dela. Recept za njuno skoraj angleško travico je tudi robotska kosilnica, ki sta jo izbrala glede na velikost zelenice. Za manjše površine do 300 kvadratnih metrov se izbere kosilnica, ki je omejena z žico. Za srednje velike vrtove imamo lahko kombinacije z žičnatim sistemom ali brezžičnim sistemom. Za večje površine pa je najbolj primerno brezžično sistem košnje. Pri brezžičnih modelih kosilnic je potrebno namestiti referenčno postajo, ki nam služi kot referenčna točka za samo omejitev vrta. Ta postaja mora biti vgrajena na višini, da ima odprt pogled na nebo, kjer lahko normalno in nemoteno komunicira s sateliti. Če ima lastnik brezžično omejitev kosilnice, ima tudi več možnosti, da se omejijo področja, katerih kosilnica ne sme kositi. Razne gredice, vrtovi, fontane, bazeni in tako dalje. Druga možnost kosilnic je s samim ožičenjem, ki jih vkopljemo samo z žico v zemljo. Pri tem uporabljamo primerno orodje, ki žico zakoplje do 6 cm globoko v zemljo, kar omogoča nemoteno delovanje vseh ostalih vrtnih obveznosti, kot so prezračevanje, valjanje in podobno. Robotska kosilnica potrebuje na vrtu ali njegovem robu električno napajanje oziroma vtičnico. Upravlja pa se jo z nastavitvami na sami kosilnici ali z aplikacijo na daljavo, v vsakem primeru pa je kos tudi največjim izzivom na terenu. Prednost robotske kosilnice je ta, da ko smo mi na dopustu, ko uživamo v ostalih stvarih, ki nas interesirajo, lahko s kosilnico komuniciramo preko aplikacije. Aplikacija nam omogoča vse nastavitve, ki jih želimo, kdaj kosilnica kosi, ne kosi, se ustavi, jo nekdo vzame ali odnese, sledimo preko GPS navigacije. V primeru kraje je kosilnica varovana s PIN kodo, alarmom in določeni modeli tudi z GPS suportom. V tem primeru lahko kosilnico sledimo preko aplikacije Google Maps, ki nam pokaže točno točko, kje se kosilnica nahaja. V primeru, da vrt razmejuje pot in je v enakem nivoju s travnato površino, to za kosilnico ne predstavlja nobene ovire in lahko nemoteno prehaja iz enega področja na drugo. Vrtovi v klancih nam povzročajo posebne specifike, za katero imamo rešitev določenih modelov kosilnic, ki imajo 4-kolesni pogon in zmore do 70% naklona. In še na 2 koristna nasveta za lepo zelenico ne gre pozabiti. Prvi je redni letni servis robotske kosilnice, na katerem se napravo očisti, nadgradi njeno programsko opremo in zamenja nože. Najbolje ga je opraviti čez zimo, ko kosilnico tudi pospravimo v lopo, garažo ali jo prezimimo pri serviserju. Drugi pa je priporočljiva redna dnevna košnja v ostalih mesecih. Višina košnje naj ne bo prenizka, saj s tem poskrbimo, da trava lahko zeleni oziroma ostaja v dobri kondiciji. S pogosto košnjo pa omogočamo, da je vrt vedno lep. Robotska kosilnica poskrbi, da se lažje fokusiramo na sobotni piknik in ne na prepir, kdo bo v soboto kosil zelenico.
Kot da vrt ne ponuja dovolj zanimivih motivov, sta ga obogatila s številnimi posodami, koriti in nevsakdanjimi predmeti. Veliko jih najdeta na oglasih, marsičemu pa poiščeta novo rabo tudi iz domačih omar. Pa gledam tiste kozarce, sem rekla, ne bojo šli stran, bojo šli v letno kuhno, pa bomo dali ene natreske noter, ki jih imamo veliko, tako da so pristali v kozarčkih natreskih. Ni dvoma, katera žival je Jani najbolj pri srcu. Ja, včasih, ko je bil moroz, je bilo tehle naših krotic, regic, polno po parceli. Velikokrat so prišle, bom rekla, pred vrata, so hotele že kar noter. Ampak zdaj, pa, ko je zadeva bolj neurejena okrog in okrog, pa so te žabice res bolj ušle. Vsake toliko časa pride še kakšna tlele v ribnik, pa se skriva. Drugač pa je žabica moj zaščitni znak. Njun vrt je tako pestro oblikovan, da nismo mogli mimo vprašanja, kateri kotiček je vsakemu od njiju najljubši. Najljubši del vrta mi je letna kuhinja, hladilnik pa žar. Moj je pa definitivno, bom rekla, pri teli moji skalici. Veliki, jaz pravim, da je to moj spomenik, ki sem ga postavila zase. Pa mož ni glih preveč navdušen, ampak ponavadi, če imam čas, oziroma zvečer, ko vse postorim, se usedem na tale stolček zraven tele moje skale, imam vodo zraven, poslušam šumenje in tam se jaz nekako, bom rekla, najbolj sprostim.